Marko pa Dani povedala. Tako da jaz grem na poglavje, kaj vegani sploh jejo, oziroma jemo. Čistko nekaj praktičnih, se pravi, recimo te enolončnice, mineštre so zelo tak fajn način, ker lahko veliko stročnic date noter, različno zelenjavo, zelo so fajn, ker se izkuha lahko malo večjo količino, pa imate pol v tistem tednu, kada nimate časa, si lahko še par dni jeste to, kar skuhate, ali pa si odnesete v službo, na faks, karkoli tazga. Potem kakšni taki prebranci, to je beljakovinsko zelo bogata hrana, super za narediti. Tukaj imamo tako fajn slikco zdravih virov beljakovin, se pravi, razne stročnice, kakor so že omenili, potem tofu, ki ste ga udeleženci izziva tudi dobili v vrečki, tisti, ki ste bili med srečnimi 30-imi. Recimo mešani tofu je ful približek teh umešanih jajc. Naredi se tako, da se tofu odtisne v kakšni čisti krpi, potem se ga pa pač naredi na čebuli, na drobi noter in začini s kurkumo, to je taka rumena indijska začimba, potem se uporabi lahko vulkansko sol, ki da tak priokus po jajcih. Sicer pa nekaj kumine, mediteranskih začimb, malo rdeče paprike, pa kaj popra. To je lahko za zajtrk, kosilo s kakšno prilogo. Recept za to ste tudi že, ali ste dobili, ali pa še boste tekom izziva. Potem topli sendviči, tudi zdaj je že na voljo kar veliko znamk veganskih sirov, če vam take stvari pašajo, manjkajo ali pa karkoli. Lahko že izbirate tudi med različnimi okusi, cheddar, navaden, mozzarella. Potem je ogromno tudi receptov, kako naredite takle sir tudi doma. Se lahko z recimo agarjem ali pa škrobom naredi, tudi tako, da imate v kolutu, potem se tudi že plesnive sire dela. Ali pa kupite pač enostavno v trgovini že tega v rezina, ali pa tazga naribanega za kakšno pico ali pa kakšne druge polnjene zadeve. Enako je z veganskimi salamami, šunkami, če to komu manjka ali pa paše. Ponavadi so narejene iz sojnih ali pa pšeničnih beljakovin in pa pač veliko začimb, ampak imajo se da čist navaden narezek, neko pico narediti in če ne bi človeku povedal, ponavadi sploh ne opazi, da ni mesa gor na nečem, tako da. Super zadeva, kadar se vam kaj mudi, ali pa jaz največkrat si za kakšne praznike privoščila take zadeve, da je pol nek narezek. Potem pica. Tale mislim, da vas čaka v naslednjem tednu izziva. Tudi tukaj imate super recept na naši strani za tale veganski sirček iz indijskih oreščkov, ki se ga potem polkrat v bistvu malo polije po tej pici in tako fajn zakrkne, da seveda si pa date polkjerokoli zelenjavo. Na strani vegan.si imate tudi seznam restauracij, kjer je možno vegansko jesti in vsebuje tudi seznam pač teh pizzerij, kjer je na voljo veganski sir. Potem seznam je tudi na strani, recimo tale trgovina Orka, je v bistvu v navezi z marsikatero restauracijo in pizzerijo, tako da imajo tudi oni seznam, komu se oni dobavljajo ta sir in kjer se da dobiti veganski sir. Potem kakšne testenine bolognese, tukaj bi mogoče malo povedala o sojnih koščkih, ki so tukaj uporabljeni za ta namesto mletega mesa. Tukaj bi seveda lahko tudi kakšno lečo uporabljali ali pa sejtan drobljen. Tukaj so uporabljeni pa sojni kosmiči, ki so dehidrirana soja, je ponavadi ali v tej čist drobni obliki, kakor je tukaj, ali kot v velikosti golaža, mislim koščkov za golaž, ali pa v ploščatih oblikah zrezkov. Tako da pač si lahko kjerokoli od teh izberete. Gre pa tukaj v bistvu čisto za skoncentrirano sojo. Sigurno ste prej gledali tiste tabele, kjer je Marko verjetno razlagal.
od teh posebnosti soje in podobnega. Sedaj pa čisto enako v bistvu začeti. Edino, kar je treba, tukaj je zelo fajn, ker te sojine zadeve so vedno v dehidrirani obliki zelo dolgo obstojne, se ni treba nekaj sekirati, da se bojo pokvarile. Ko pa želite to pripraviti, pa zavrejte vrelo vodo, namočite, zdaj te zrezke, koščke ali drobljenc in potem odcedite po nekih 8 minutah. Potem pa začinite enako, kot bi bolonjeso omako ali pa enako, kot bi, ne vem, zrezke v gobovi omaki ali pa karkoli želite pripraviti. Tudi na podoben način je golaž narejen. Ni nobene posebnosti, a je golaž nas čaka po tem pripravljanju. Se pravi, ni nobene posebnosti, enako kot bi recimo mesnega delali, samo pač da uporabite boljši bil tega hruvin. Potem razni burgerji, to je kar recimo, kadar imamo Vegafest, letos je 5. maja, prejšnje leto je bilo na isti vikend. Se vedno ogromno skloničarjev uparjal s temi veganskimi burgerji, ker vsak ima neko svojo različico in res fajn hrana je to, kadar vam paše nekaj na hitro. Je pa zelo veliko različic, lahko jih delate, ne vem, iz fižola, čičerike, vsednih kosmičev, gobic, čebule, potem pa tudi tega soje, sejtana, karkoli vam paše. Zdaj, kot vezivo, jaz za te polpete največkrat uporabljam lanena semena mleta, ki delujejo podobno kot pač jajca za vezivo. Tole pa burger, ki je zmagal v neki reviji in je bil izglasovan za najboljši burger. Tortilje, tudi zelo fajn hrana, ki si jo lahko pripravite. V nadev lahko date karkoli, ponavadi kakšen fižol, koruza, potem še kakšne stročnice in pa veliko zelenjave, pa seveda tiste mehiške začimbe, paradižnikova mezga, če želite, malo potresete z veganskim sirom, zapečete. Potem lazanje, prav tako na enak način, lahko so zelenjavne, ne vem, špinačna koprivina, mešana zelenjava ali pa kakšen kot mesni nadomestek. Potem burek iz zavitki, tudi zelo fajn zadeva, ker se jo lahko tudi potem na kakšno hladno je, ali pa recimo, ko pripravljate pojedino za kolege, družino, se prav tako lahko karkoli vanga da, recimo, če bi hotel prav sirov burek, je ta tofu super. V bistvu, če se ga nadrobi, izgleda podobno kot skuta, pa se pa lahko naredi sladko verzijo ali pa slano verzijo. Tudi zelo na hitro se da s temi že pripravljenimi testi, kjer sam pogledate, da pač nima mleka ali pa jajc, to je to zelo fajn način. Potem polnjene paprike, bučke, krompirji, melancani in vse, kar se da. Zelo pogoste pač file so kakšen riž, kuskus, kvinoja in ostala žita, ali pa tudi tako kokoleni z mletim mesom, pač naredite sojo s pšeničnim drobljencem in podobnim. Kakšna leča je tudi super, čičerika. Potem dunajski zrezek, imamo tudi že kar nekaj veganskih različic, tudi neko slovensko podjetje VGV jih proizvaja, se da dobiti jih v Mercatorju, ki imate že pripravljene prav panirane te zrezke ali na dunajski način ali pa pariški način. Imajo pa tudi v Loving Hutih jih imajo, pa recimo v Kranju je ena fajn gostilna Romano, ki sicer ni veganska, ampak imajo ogromno vegansko ponudbo. Priporočam, da če še niste bili tam, greste čim prej obiskat. V Kranju, ja. Romano se imenuje. Tam v centru, pri tem mostu. Zelo je fajno, ker so v bistvu glih to so naredili, prikazali so, koliko enostavno se da vegansko ponudbo, tudi čisto klasično restauracijo peljati in se mi zdi, da zdaj vegani predstavljamo zelo velik procent prometa pri njih in imajo čisto tako klasično ponudbo, od raznih, ne vem, kanelonov, pic, zrezkov, mislim, da jih imajo, ne vem, na 6 načinov različnih,
potem njoke v smetanovi, gobovi omaki, potem imajo neke take pica kruhke polnjene, skratka, čisto tako neko slovensko, gostinsko, klasično ponudbo, ampak na veganski način. Pa sladice, palačinke, da to tudi priporočam. No, tole so te sojeni zrezki, ki sem jih prej omenjala, zelo so poceni, ker recimo, mislim, da jih je 15-12 v tisti vrečki, ki stane 70-80 centov, in mislim, da se od tega fajn najejo ali 3 ali pa 4 osebe, no, mislim, koliko želi pojesti. Ponavadi se to sojo je dobro, če so večji koščki, no, jaz tele zrezke ponavadi vse mariniram, se pravi, da najprej jih namočam v vodo pod cetin, kot sem prej omenila, potem pa malo z začimbami postojem mečkan olja ali pa kakšna sojina omaka, kot da se mečkan že napijejo, so pa še boljši. Pa jih lahko tudi tako brez, da karkoli delate z njimi, popečete na ponvi, ali pa v pečici, če se želite izogniti uporabiti dodatnega olja, lahko se pa naredi takole omaki, kakor je tukaj. Tudi te smetanove omake imate že v trgovinah pripravljene, te sojine, ovsene, riževe smetane, ki jih brez problema kupite. Ponavadi, če kupite v akciji, tam cena okoli 1 evro, nekaj takega. Lahko pa, če želite zadevo narediti še bolj na ugoden način, v bistvu pripravite to riževo smetano doma, enostavno iz kuhanega riža, zblendate v blenderju, pa dodate pač vode do željene konsistence, pa že zraven lahko dodate tudi, ne vem, sol, poper, muškatni orešček ali pa kaj takega. Ali pa sladko verzijo, kar vam paše. Ta druga zelo ugodna izbira je pa ovseni kostje. Lahko skuhane, lahko pa pač suhe. S tem, da če že suhe zblendate z vodo, bo treba kar še dodajati vodo, ker obstrkajo vase. Tako da najboljše, da skuhane, pa potem spet zblendate z vodo do željene konsistence, pa začimbe po želji. In tako smetano si lahko pripravite tudi za par dni, date v hladilnik v neko čisto posodo in da ni treba čisto vsak dan veliko časa porabiti za kuhanje. So res taki triki so fajn, ker jaz za kakšno kosilo porabim 10-15 minut, ne več. Ni treba komplicirati, samo že tega, ker je zdaj to veganska kuhinja. Seveda pa pri vsakih, mislim, pri marsikjerih jedeh lahko najdemo tudi postopke, ki so pa več tako, ampak ne rabimo tako. Se pravi pa hot dogi, tudi te stvari že imamo, recimo tudi v Loving Hutih dobite, v Green Republicu imajo, če želite kupiti, drugače pa pri teh hrenovkah je pa treba edino v trgovini paziti, ker je zelo veliko na tržišču, ki je vegetarijanskih, kar pomeni, da imajo kakšen beljak ali pa kaj takega, ali pa kakšne mlečne beljakovine zraven, tako da samo preverite sestavine. Zdaj jaz zelo priporočam firmo Viti, ki ima po mojem okusu najbolj okusne hrenovke. Kje pa je? To je WHEATY, dobijo se pa v ta večjih merkatorjih, v trgovinah z zdravo hrano, mislim, da bi jih mogel tudi Spar imeti, nisem čisto sigurna, za merkatorje sem sigurna. No, podobno kot pečenica. Zelo fino slovensko podjetje je tudi Vege Dobro, ki ima pa take bolj kot klobase variante, imajo pekočo pa navadno, pa tudi prodajajo v Šparjih, potem je trgovina k Naravi v Šiški, kjer se da pa dobiti nekaj takega. Oni prodajajo tudi neke narezke, pa prav proizvajajo eko, veganske nadomestke mesa, proizvedene v Sloveniji. Miroljubno kmetijo imajo vsako, mislim, da prvo soboto v mesecu imajo tudi, se lahko jih obišče, tako da kar vtipkajte Vege Dobro oziroma Stanko Valpatič je v bistvu lastnik. Potem palačinke, zdaj smo že na področju sladic. Marsikdo ima težave s tem, ampak v bistvu se najboljše veganske palačinke naredi z moko, vodo pa ščepom soli. Ampak seveda lahko naredite tudi take, kjer dodate še kaj olja, sojnega mleka ali pa še drugega mleka.
Lahko date tudi lanena semena, če vas ful, ne vem, da imate probleme z razpadanjem ali pa čija semena, ampak meni se zdi, da če se naredi ta pravo konsistenco mase, pa če imaš neko v redu pono, veganske palačinke ne bi se dobiš nobeno izgleda. Potem imamo tukaj kaj pa jajca, zdaj to je predvsem v kakšnih sladicah, pa tudi v slanih jedeh, zdaj za slane jedi sem že prej omenila ta lanena semena, ki jih je tako in tako fajn jest. V sklopu veganskega izziva boste dobili tudi tabelo z vsemi možnimi, ne vem koliko smo jih zbrali, 12, 15 alternativami oziroma boljšimi izbirami namesto jajc. Tukaj je pa naštetih par teh glavnih, zdaj recimo v sladkih jedeh čisto komod eno zrelo banano zmečkate, pa uporabite to namesto jajca, zdaj ne bi bila količina polovica banane namesto enega jajca. Potem tale žlica lanenih semen, samo dajte jih zmleti prej, pa zmešate z vodo z eno žlico ali pa 3 žlicami. Potem je tudi pecilni prašek, jabolčni kis kombinacija, imate tudi komercialne jajčne nadomestke, najbolj pogosto se v trgovinah najde pod imenom No Egg, kaj pa v bistvu gre samo za mešanico, mislim na neke tapiokine moke, riževe moke in tako, v bistvu za mešanico škrobov. Lahko to kupite, meni je fajn imeti enega na rezervi, kadar, ne vem, se mi mudi pa se mi ne da ukvarjati, ampak sicer pa tudi komod naredite to mešanico doma ali pa uporabite kakšen koruzni škrob ali pa kaj tazga cenejšega. Jajca lahko tudi preprosto izpustimo iz recepta ali pa uporabimo to četrtina skodelice jabolčnega soka oziroma čežane, potem tudi recimo avokado se lahko uporablja namesto jajca, potem tudi zmiksan tofu in pa še veliko variant, ki jih boste podobili na mail v tabeli. Potem mleko, tudi sploh ni problem, zdaj ogromno mleka imate na voljo v rastlinskih različicah, seveda že v trgovinah, to bom naslednja slika v bistvu. Jaz imam pa zelo enostavno rešitev, kako si ga naredite doma. V bistvu je zelo preprost recept, eno skodelico oreščkov namočite tekom noči in zjutraj to zblendate z litrom vode, dodate ščep soli, pa majčkeno nekega ali sladkorja, ali date še par datljev v blender, agavin sirup, jaboljev sirup, pač sladilo po izbiri. In potem to maso precedite čez mrežico jaz kupam kar v DM-u ali pa na Millerju imajo te mrežice za pranje občutljivega perila in v bistvu čez tisto jaz to precedim. Potem pa dobite pač mleko rastlinsko, potem pa še kot neko oreščkovo pulpo. Tistega seveda ne završiti, ker je fajn tisto pojesti, tako da uporabite v kakšnih smutijih, kosmičih, omakah, pecivih, kjerkoli vam to paše. Tako mleko prelijete potem na neko čisto steklenico, dobro je prej malo sterilizirati oziroma saj malo z neko vročo vodo ali pa nečem, da bo mleko sigurno dolgo zdržalo in potem imate komod to neke 3 dni v hladilniku, pa točno veste, kaj ste dali. Lahko si naredite ugodno mleko tudi iz tistih dražjih oreščkov, ki so na trgovskih policah še zmeraj po 4 evre, tako da če se vam mudi, imate pa namesto kravjega mleka imate milijon drugih. Tako da se mi zdi, da za vsak okus je nekaj res, ne vem, marsikdo ima na začetku probleme s sojnim mlekom, tudi meni po okusu ni bil najboljši, jaz sem na začetku skozi pila vaniljevo sojno mleko ali pa čokoladno različico imate, ampak tudi če vam to ne paše, meni je v redu, zaradi tega, ker je v bistvu najbolj ugodno v trgovini, poleg ovsenga pa riževga, ampak mislim, da ima trenutno najnižjo ceno. Zakaj se ne bati soje, sta prej že Marko pa Dani sigurno omenila. Imate pa še milijon drugih, od lešnikovega, kvinojinga, riževga, ovsenga. Zelo, mogoče še prej, tisto, ko sem govorila, domače, mislim, tudi v trgovini se dobijo, ampak lahko se doma delate mleko iz indijskih oreščkov, se pa po mojih izkušnjah najboljše peni, Tako da, če hočete kakšen kapučino si narediti, si pa tisti izberete. Pa so pač različne sladice.
Tudi zdaj danes ste dobili, tisti, ki ste udeleženci na izzivu, ravno recepte za 10 sladic, da ne boste samo zaslane jedi dobivali receptov. Se pravi, tudi tukaj ni nič posebnega, če imate kakšno maslo, ga pač nadomestite ali s kokosovim maslom ali pa z neko vegansko različico, ali pa date olje namesto tega, potem namesto mleka date eno od tistih vaših najljubši rastlinski napitek. Namesto jajc sem pa tudi pokazala, kaj je. Kakšno olje naj bi namesto masla uporabljala? Mislim, jaz v biskvit, recimo, dam, če je pa prav maslo pa ponovadi uporabljam ali kokosovega, ali pa prav ena različica je alsan, mislim, da se imenuje, kaj je pa prav vegansko maslo, no. Kadar čeprav delate kakšno pito, kjer bi res želeli... Za olje ste rekli, da lahko... Jaz ponovadi dam, če ni tak recept, ki prav zahteva maslo, dam kar repičenega ali pa... Ja. Ampak jaz res ne kompliciram, pa uporabljam one sestavine, ki so kakor tako ugodne. Tako da... Seveda ima vsak svoje preference, ne pa bolj uporabiti skrbi. Če staršem vprašanje, ker vem, da recimo olje pa maslo imate dosti drugačen okus, ne? Ja. Ampak jaz sem uporabljala vegansko prehrano. Me pa čisto zanima, recimo, kakšno je nadomestilo lahko potem. Pa to sladicah je tak neka druga stvar prevlada, ne? Mislim, razen če bi hotel človek prav okus po maslu, no, tisto pa kakšne arome pa se pravi, različna peciva, ne, kot sem rekla, ste že dobili recepte. Sladoled je super varianta za zelo zdrav prigrizek poleti ali pa tudi zdaj. Se pravi, banane zmrznete, narežete na tanke rezinice in po pol ure, eni uri v zmrzovalniku bi mogli biti že toliko trde, da se jih da zmiksati v takle sladoled. Zdaj, ko vam presede okus banane, lahko dodate čokolado, arašidovo maslo, maline noter, imate pač maline v sladoled, čokoladen sladoled ali pa karkoli vam paše. Zelo fajn zadeva. Presne torte. Tudi presne torte nas čakajo zunaj, tako je to končan, tako da najbolje, da pohitim. Tudi zelo fajn oblika za sladkat, tudi nekaj receptov ste dobili na mail. Veliko jih imate še na teh raznih blogih pa po ostalih povezavah, ki smo jih vam poslali. Tudi navadne torte se da delati, zelo je enostavno, pač biskvit. Vmes date kakšno smetano, mogoče med temi sladkimi smetanami, tega še nisem omenila. Meni je najboljša soja, to smetano se imenuje, obstaja v kokosovi, sojni ali pa riževi različici. Riževa je malo bolj tekoča, tako da ta mogoče ni glih za nek nadev v torti, ostale dve sta pa super. Edino priporočam, da jo miksate malo dlje, se pravi 8 minut, zaradi tega, ker če takoj nehate, ne dobite ga volumna. Če pa ustrajate par minut, pa ponovadi podvoji volumen. V to lahko umešate kjerkoli okuse želite ali pa sadje in potem dobite pač ali jagodno kremo ali čokoladno bananino kremo, karkoli želite. Pa imamo že glih čokoladno torto. Jedilna čokolada oziroma tista čokolada za peko je zelo pogosto veganska in si jo lahko komot uporabljate. Samo pogledajte sestavine, ker ene par jih ima neke mlečne elemente noter. Da si avokado pa kakao zmiksate v kakšne datlje ali pa agavni sirup, pa imate tole za kadarkoli vam paše. Pa krofe se da dobiti. V Lavin Hatonoviču, ki je tudi eden od naših sponzorjev, imajo vsake toliko cajta zdaj one čokoladne krofe z vaniljevim polnilom, če kdo mogoče pogreša ali pa moj kasen. Jaz vem, da sem bila ful srečna, ko so jih začeli nabavljati. Ponavadi bojo za te praznične dni, prav si tudi donace naredite, ameriške krofke z luknjo. Ali pa navadne, no, milijon receptov je že na spletu. Pa tudi mi jih pripravljamo, no, boste dobili recept za tele tradicionalne slovenske jedi, tudi v enem od posebnih mailov z recepti. Kremšnita, recimo, tudi se da super narediti. Verjetno se bomo na kuharski delavnici, jutri naredimo celoten program, ampak zelo verjetno se bomo poigrali z aquafabo.
To je voda, ki nastane po kuhanju stročnic in v bistvu se jo da stepst v sneg. Tisti, ki peče, že ve, kaj to pomeni, prav tazga, ki ga lahko na glavo obrneš. In recimo pri krenčniti je to zelo koristno ali pa pri biskvitih, ker pri krenčniti je dosti pomembno, da je zadeva rahla pa taka okusna. No, golaž je pa v bistvu, mislim, da zadnja slikca, zaradi tega, ker v bistvu s to slikco končujem, ker vas čaka zunaj pogostitev.